S trajnostno mobilnostjo smo želeli našim zaposlenim omogočiti nek alternativen prihod na delo, s tem zmanjšati vpliv na okolje, izboljšati počutje, hkrati pa tudi narediti en korak k prijetnejšemu sobivanju z našo okolico, z našimi sosedi, z širšo občino Škofja Loka. V sklopu spodbujanja trajnostne mobilnosti smo najprej pristopili k izvedbi analize. Naše zaposlene smo povprašali, česa si želijo, in s tem, ko smo dobili njihove želje, predloge, smo se lotili potem tudi same uvedbe akcij iz naslova trajnostne mobilnosti. Nismo se osredotočali tako v večji meri na okolje ali pa na podjetje, kot na njihovo dobrobit, zato ker se zavedamo, da v bistvu, vkolikor bo posameznik bolj zadovoljen, bo tudi za podjetje bolj zadovoljno. Mobilnostni načrt za podjetje je celostni premislek o prihodih zaposlenih na delo. Ključno je, da podjetju in tudi zaposlenim omogočimo prihranke in višjo kakovost življenja in tudi dela. Izdela se tako, da praviloma zunanji izdelovalec naredi analizo stanja, nato skupaj v podjetju zasnujejo ciljne vrednosti, sledi pa nabor ukrepov, s katerimi te ciljne vrednosti dosegamo. Ključno pri izvedbi je, da se izvaja monitoring, da so ukrepi čim bolje prilagojeni zaposlenim. Spodbujamo različne aktivnosti, dejavnosti, tako smo ustanovili tudi projekt SIBO Active, pri katerem naše zaposlene spodbujamo k različnim športnim dejavnostim, pri tem jim sofinanciramo mesečne karte, naprimer v fitnesih, v bazenu, no pri tem pa tudi smo pozorni na to, da so primerno oblečeni, zato smo jim sofinancirali kolesarsko opremo, oblačila. V sklopu projekta Trata 2.1 smo šli na ekskurzijo v Vorarlberg, kjer smo videli dobre prakse trajne mobilnosti, ki se jo tam grejo že več kot 10 let. Potem smo postavili tole kolesarnico, nabavili električna kolesa za zaposlene, v podjetju uredili tuše pa omarce. Omarce za kolesarje in kolesarke smo naredili na podlagi interne ankete. V podjetju v bistvu smo zdaj šele v procesu uvajanja. Poleg tega, da lahko ljudje uporabljajo kolesa, smo mogli tudi infrastrukturo vzpostaviti in smo se za to odločili tudi na tak način, da bo ta infrastruktura samozadostna. Kupili smo električna kolesa in za električna kolesa smo zagotovili kolesarnico, ki bo imela svoje napajanje, se pravi, postavitev je tudi tako narejena, da so ga sončna elektrarna. Ja, za izvajanje mobilnostnega načrta skrbim jaz kot mobilnostni koordinator. Mobilnostni tim so pa v bistvu ljudje iz podjetja, ki promovirajo trajno mobilnost. Z različnimi oblikami kampanj za trajnostno mobilnost smo dodali piko na i, pri čemer smo spreminjali kulturo korak za korakom. Ko je nekdo razmišljal, da bi nekaj naredil, smo potem z to kampanjo trajnostne mobilnosti dodali še tisti dodatni push, da je potem posameznik res naredil korak naprej in da je potem začel spreminjati svojo navado. S kampanjami smo v projektu Trata 2.1 želeli spremeniti navade ljudi, predvsem mobilnostne navade zaposlenih. Če želimo eno navado spremeniti, moramo najprej sprejeti odločitev, da bomo to navado spremenili, potem moramo staro, recimo slabo navado zamenjati za novo, boljšo navado in to ponavljati toliko časa, da nam pride v kri.